V tem ribniku je ogromno vesoljskih rib. Ribe, ki jih verjetno še nikoli niste videli. In če bi jih, bi mislili, da so z drugega planeta. In to zato, ker je bila moja naloga zadnjih nekaj mesecev najti najbolj nore in nenavadne ribe, ki jih lahko dam v ta ribnik. To ni več skrivnostni ribnik, to je ribnik z vesoljskimi ribami. Zato bom ujel vsako posamezno ribo, da vam pokažem, kaj živi tukaj notri. Kot veste, sem pred nekaj meseci napovedal odmor od YouTubea zaradi težav z duševnim zdravjem. Kot lahko vidite, sem nazaj in mi gre veliko bolje. In res bi se vam rad zahvalil za vso podporo, za vsa sporočila. Brez vas tega ne bi mogel prebroditi. In ja, res sem vesel, da lahko spet snemam videe za vas. In sem si mislil, kaj je boljši način za vrnitev kot izsuševanje skrivnostnega ribnika. In to zato, ker sem med odmorom še vedno počel to, kar imam rad. Reševal sem ribe, lovil ribe, kupoval ribe. In večino teh rib sem dal sem v skrivnostni ribnik. Tako bomo, ko sem se vrnil, lahko posneli video o izsuševanju ribnika. Tako vam lahko pokažem vse ribe, ki sem jih dobil med odmorom. In verjemite mi, tukaj je ogromno norih rib. Zdaj bom skočil noter in videl, kaj vse lahko ujamem. No, niso vse ribe tukaj vesoljske ribe. Tako da bomo morali najprej odstraniti vse ostale ribe, da pridemo do norih stvari. In tukaj bomo dali vse vesoljske ribe. In tukaj bomo dali vse ostale ribe. No, obul sem škornje. Imam mrežo. In zdaj bomo šli noter, da vidimo, kaj vse lahko ujamemo. Gremo. Običajno, ko snemam te videe o skrivnostnem ribniku, rad vse ohranim v skrivnosti. Nočem, da veste, kaj je tukaj notri, dokler tega ne ujamemo. Tokrat pa bo malo drugače. In to zato, ker bomo morali najprej ujeti eno določeno ribo, drugače bi se lahko resno poškodoval. In ta riba je skat. Ja, prav ste slišali. Pravkar sem rekel, da imamo tukaj sketa. In to bo prva riba, ki jo moramo spraviti ven. Drugače bi me lahko pičil in to ne bi bilo dobro. Zdaj sem res živčen, ker sem tukaj noter. Če niste vedeli, obstaja veliko različnih vrst sladkovodnih skatov. Vendar pa jih je vse prepovedano imeti tukaj na Floridi, razen ene vrste, in to je atlantski skate. Pred nekaj dnevi sem imel priložnost enega kupiti in te priložnosti nisem mogel izpustiti. Tako smo ga dali v ta ribnik in zdaj ga moramo spraviti ven. Voda je malo umazana, zato ga bo zelo težko najti, ampak bomo poskusili. Gremo. In že pri prvem zajemu sem opazil skejta. Tam je, prav tam. Tam je. Daj, pojdi v mrežo. O moj bog, poglej. Poglej, tam je. Tam je skate, fantje. Imam ga. O moj bog. To je bilo veliko lažje, kot sem mislil. O moj bog. Poglejte to, fantje. Imamo pravega skejta. Kako noro je to. Ste videli to? Skoraj me je zbodla, pičila, karkoli že. To je noro, fantje. To je bilo na mojem seznamu želja že leta. Tudi na Heleninem. Že celo večnost me prosi, naj enega dobim. Zelo težko jih je dobiti. So izjemno redki. Poglejte ga. To je tako cool, fantje. Sket. Prav, tukaj moramo biti res previdni. Atlantski skat je res cool, ker je eden redkih skata, ki lahko živi v sladki ali slani vodi. In zanj imamo pripravljeno veliko boljšo novo domovanje. Tako, zdaj se bomo odpravili tja in ga dali v njegov novi dom. Tam gre. Wow, kakšna čudovita riba, fantje. Vidite tisti trn? Poglejte to, ogromen je, to je noro. Poglejte to stvar, o moj bog. Definitivno ne bom kmalu dajal rok v ta ribnik. Kot lahko vidite za menoj, smo tukaj pri ribniku z oskarji. In tukaj bomo dodali sketa. To je res cool. Poglejte njegove oči. Čutim njegove zobe. Čutim njegove usta. Wow, poglejte to. Bog. Prosim, ne piči me. Nočem spet uporabiti mreže, da se ne bi, veste, zataknil na njo. To verjetno ni varno. V redu, ja. Tega ne bomo naredili. Vzemimo mrežo. To je verjetno ena najbolj strašljivih rib, ki jih imam. Wow, tukaj bo videti neverjetno, fantje. Notri greš. Tvoj novi dom. Wow, poglejte, kako plava. Sveta pomagalka. Tako je veličasten. To je verjetno ena mojih najljubših rib, ki jih imamo zdaj, fantje. Vem, da je zagotovo ena Heleninih najljubših. Fantje, napišite spodaj v komentarje ime za našega novega sket. Tale video o skrivnostnem ribniku bo nor. Torej, pojdimo nazaj noter in poglejmo, kaj še lahko ujamemo. Se spomnite, ko sem rekel, da rad ohranim kakšno skrivnost, ko snemam te videe? Ja, tukaj ni samo en sket. Pravzaprav sta dva. Torej, vrnili se bomo noter in poskusili ujeti njegovega brata. In potem bomo ujeli še vse druge nenavadne ribe, ki jih imamo tukaj. Ampak, kot sem rekel, moramo najprej dobiti skate ven. No, fantje, že približno 30 minut lovimo tukaj notri. Nobenega znaka drugega skata. Vemo pa, da je notri. Tako da bomo kar nadaljevali. Poskusili bomo ujeti vse druge ribe, dokler je še notri. In upam, da nam ga uspe ujeti. In upam, da me ne bo pičil. Prav, gremo naprej. Poglejmo, če lahko ujamemo katero od drugih rib. Poglejte to. V cevi imamo ribo, fantje. Kaj je to? O moj bog. No, to ni ena od teh nenavadnih rib, ampak je pravzaprav videti kot kakšna vesoljska riba. Wow, poglejte to, fantje. Ne spomnim se, da bi ga dal sem noter. In tako v bistvu potekajo ti videi o izsuševanju skrivnostnega ribnika.
Ribe dajemo sem več mesecev. In ko dejansko snemamo te videe, pozabimo na veliko rib, ki so tukaj notri. Tako da je to res kul, fantje. Napišite spodaj v komentar, kaj je to. Prav, mali prijatelj, izvoli. Nekaj me je pravkar zadelo v nogo. V redu, nekaj je pravkar udarilo v moj škoren. Morda je bila skate, vendar pa so tukaj notri tudi res velike ribe. Kdo ve, ampak to je bilo malo strašljivo. Velika mreža. Kaj je to? O moj bog, kaj so to? Nehaj, to so oskarji. Poglej to, 2 oskarja v eni mreži, to je tako kul. Te fante sem dal sem noter med odmorom. Ujeli smo jih v kanalizaciji, poglej to. Kot 2 graha v stroku, to je noro. No, odnesli jih bomo v ribnik za oskarje k tisti skatovki in jih dali noter. Poglejte, fantje, naša skatovka je tam zadaj. Zelo dobro izgleda. Mislim, da mu je všeč njegov novi dom. Zdaj mu bomo dali še nekaj prijateljev. Gredo noter. Poglej tja. Riba prihaja gor. To je eden od vesoljcev. Daj, pojdi v mrežo. To je vesoljec. Ja, imamo ga. Fantje, tole tukaj je ena od tistih vesoljskih rib, ki smo jih dali sem noter. Poglejte to, fantje. To je res čudna riba. O, moj bog. Zdaj veliko teh smo že ujeli prej. In mislim, da si rekel, da so to zmajevi glavoči. To je res kul, fantje. Ta je res velik. Poglejte, kako majhne in mikroskopske oči ima. Zaradi tega izgleda tako strašljivo. In zato je to vesoljska riba. Torej ga bomo dali v hladilnik za vesoljske ribe in nadaljevali. Poglejte ta obraz tam. To izgleda kot globoko morsko bitje. Fantje, to je noro. Prav izvoli. Prav, fantje. No, to je zelo dober začetek, ampak vem, da je tukaj še veliko več norih rib. Torej bomo vse skupaj malo olajšali in odstranili vsa skrivališča, da se ribe ne bodo imele kam skriti in jih bomo lažje ujeli z mrežo. Nekaj sem začutil. Dajno, poglej to. Dobili smo majhno zlato ribico. Wow, res je kul. Čudovita mala zlata ribica. Prav. Wow, to je čudovito. Čudovita riba. O moj bog, si videl tu? Nekaj sem ujel. Poglej to. Sprosti se. Tukaj imam 2 ribi. Opa, na tole sem pozabil. Pozabil sem, da je ta tip tukaj noter. To tam je listnata riba, zelo kul. Ni ena od vesoljskih rib, ampak se res preoblečejo v liste. Torej, to je res kul riba. Imamo tega tipa in imamo malega albino pacuja. No, rečem malega. Postaja že velik. 2 res kul ribi. Vrgal jo bom v hladilnik in gremo naprej. Dajno, daj mi kaj. Ja, dobili smo vesoljca, fantje. Poglejte to ribo. O moj bog. Wow, to je noro. Spomnim se, da sem tega tipa dal sem noter pred približno mesecem dni in še vedno nimam pojma, kakšna riba je to. Torej je to zagotovo vesoljska riba. Mislim, poglej oči na vrhu njegove glave. Tako majhne, to je res kul. Poglej to. Poglej njegovo majhno bradico tukaj. Dejansko ima kot majhno brado. Napišite spodaj v komentarjih, kakšna riba je to. In kasneje v tem videu ga bomo dali nekam res kul skupaj z vsemi drugimi nezemeljskimi ribami. Zato ostanite z nami. Prav, druga tuja riba v hladilni skrinji. Poglej to, komaj se premika. Mislim, da je bila to skate. Nekaj velikega mi je pravkar udarilo v stopalo. Mislim, da je tukaj. Dajno, nekaj imam, nekaj velikega imam. Ni mogoče, Helen. Imam želvo v mreži. To je Dampi, prav tam. Dampi, želva. Odlično mu gre. Vsi toliko sprašujete o Dampiju. Tukaj res uspeva. Zelo dobro mu gre. Prisrčen kot vedno. Ne stisni mi prsta. Prav, Dampi, izvoli. Pojdi, sin. Poglej ga. Teče. In zdaj za ribe v mreži. Tukaj imamo majhnega koi krapa. Imam ga že od takrat, ko je bil res majhen. Zdaj je že zelo velik. Čudovite zrcalne luske ima ta koi. To je res lepo. In tukaj imamo tudi res kul somiča. Au, ne zapiči me. Wow, ta stvar je pošast. Torej, tole tukaj se imenuje lima lopatasti som. Sorodni so tigrovemu lopatastemu somu, vendar ne zrastejo tako veliki. Ta tip je skoraj že dosegel svojo največjo velikost, verjeli ali ne. Ampak poglejte ta usta. Res kul riba. O moj bog, še vedno ga imam. Dodali ga bomo v hladilno skrinjo skupaj s tistim koi krapom, preden pobegne. Poglej tam. Helen, tukaj, plava dol. Sem ga ujel. Vem, kaj je to, fantje. Madonca. Poglejte, kako je zrasel, odkar sem ga dal sem noter. To tam je, mislim, da se imenuje, kako že? Iberski močerad? Je to prav? Ne vem. Fantje, napišite v komentarjih, če veste. Vem, da je nekakšen močerad. So popolnoma vodni, podobni aksolotlom, ampak ne čisto. In to je eden od nezemeljcev. Mislim, poglejte, kako nor je ta tip. Poglej to. Poglej, kako plava. To je noro. Prav, fantje. No, lovimo veliko rib. Vendar je tukaj še veliko več. In videti je, da bomo morda morali na koncu vse izprazniti, da bomo prepričani, da smo ujeli vse.
Ampak za zdaj bomo nadaljevali z mrežo in videli, kaj lahko ujamemo. In začeli bomo tukaj pri filtru, ker je to edina preostala struktura. In tam vidim veliko rib. O moj bog, nekaj čutim. To je to, pravkar sem se dotaknil skejtovca. O moj bog, je za filtrom. To bi bilo slabo, če bi se dotaknil bodice. Prav, to je nevarno, fantje. Skatovec je čisto zadaj tukaj. Spet sem ga začutil. Začutil sem ga. Imamo veliko ribo. Poglejte tole. To tukaj se imenuje marmorirana tokara. Se lahko umiriš? Poskušam te razkazati. Mislim, poglejte vzorce na njegovem telesu. To je noro. Prav, tudi za tega tipa poznam popolno mesto. Odnesli ga bomo tja in ga dali v njegov novi dom. Wow, tam notri je res zrasel. Izvoli, mali. Ali lahko umrem, če me piči? Nekaj čutim. Mislim, da je pravkar šel mimo mene. Ampak je še nekaj drugega. Je še nekaj drugega. Sem ga dobil? O ja, še ena res kul somovka, fantje. Wow, poglejte to. Jezen je. To je tamle meduzasti som. Ogromna usta. Požre vse, kar je manjše od njega. Torej, kar bomo dejansko naredili je, da bomo tega fanta dali v akvarij čisto samega, da ne bo pojedel nobene druge ribe. In ja, ti fantje zrastejo ogromno. Torej, dodajmo ga v njegov novi dom. Prav, on bo v 125-ki čisto sam. In to zato, ker bo zrasel ogromen. In res sem navdušen, fantje. To so ene mojih najljubših rib. Torej, vrnimo se v skrivnostni ribnik in poskusili bomo ujeti tisto skatnico, ker je biti v vodi z eno malo neprijetno. Po nekaj poskusih z mrežo nisem imel sreče pri lovljenju skatnice, potem pa sem ujel nekaj še bolj norega. Daj mi nekaj. Nekaj čutim. O, fuj, o moj bog, spomnim se tebe. Poglejte tega tipa. To je eden od vesoljcev. Na prvi pogled izgleda kot katerakoli druga jegulja. Vendar to ni jegulja in pravzaprav sploh ni riba. Poskusil ga bom prijeti. Tukaj lahko vidite njegove majhne noge. O moj bog. To tukaj je dvoprsta amfijuma. Pravzaprav so doma v Floridi in vedno sem si ga želel. In nikoli prej ga nisem videl, dokler nisem naletel na tega. In res je velik, o moj bog. V bistvu so kot res velika dvoživka, ki je popolnoma vodna in so res kul, fantje. Torej, to je naš prva amfijuma sploh. Definitivno kot vesoljec. Torej ga bomo dali v hladilnik za vesoljske ribe in nadaljevali, fantje. To je res super najdba, o moj bog. Poglejte, kako nor je ta tip. Kakšna nora žival. Tako, v hladilnik greš. Wow, to je bilo noro. O moj bog. Ja, ujeli smo skate. Poglejte to, ta je večji od prvega. Previdno, previdno. Ima tisto bodico tam. Pripravljen je in nevaren. Prav, fantje, imamo drugo atlantsko skato. To res pomaga. Bil sem res prestrašen, ko sem bil tukaj notri. O moj bog, sprosti se. Poglejte, kako čudovita je ta žival, fantje. Kakšna kul riba. Prav, dodali ga bomo k njegovemu prijatelju v ribnik z oskarji. In veste, kaj to pomeni? Zdaj smo lahko tukaj notri, ne da bi nas skata zabodla v nogo. In ja, to je super. Prav, tam gre. Poglejte to. Druga skata v ribniku. In verjemite mi, fantje, to je zadnja. Ni še ene, ki bi jo skrival tam noter. Napišite predloge za imena obeh. Gremo naprej. Tamle, poglej. Ja, vem, kaj je bilo to. Dobil sem oskarja. To ni tisto, kar sem iskal. Poglejte to. Velik stari oskar tam notri. Pravzaprav je tam nekaj manjših rib. Tam je nekaj manjših rib, ki plavajo v jatah, ki sem jih videl notri. In so pravzaprav ene izmed tujerodnih rib. Naj vam pokažem. Sem popolnoma moker. Wow, to je res lep oskar, ampak je zelo živahen. Prav, oskar gre noter. Zdaj pa poglejte te male. O moj bog, še nikoli nisem videl česa takega. Tem ribam pravijo sekirice. Lahko vidite, zakaj jim tako pravijo. Videti so kot male sekirice. Gredo v hladilno skrinjo. Wow, poglejte to. To je bil dober zajem. Mislim, da sem tukaj ujel veliko rib. O moj bog, ujel sem 4 ribe v to mrežo. Poglejte to, imamo mrežo polno rib. Wow, vidim tudi nekaj tujerodnih rib tam noter. Poglejte tega tukaj. To je mala sladkovodna napihovka in ta se imenuje grbasta napihovka. Lahko vidite njegov majhen grb na hrbtu. Pravzaprav imamo tukaj več teh ribic in ena druga je veliko večja od te. To je res kul. Imamo še eno takšno ribo. Imamo eno od njih. O moj bog, poglejte tistega ščukastega ciklida. Fantje, dal sem ga sem noter. Spomnim se, bil je verjetno pol manjši kot zdaj. Toliko je zrasel. Poglejte njegove barve. Kakšna čudovita riba. In potem imamo tukaj še eno. In to je ta tukaj. Mali sinodontis. Sinodontise moraš imeti rad. So res super. To je bila res dobra mreža, fantje. Ujeli smo 4 ribe v njej. Dodali jih bomo v hladilne skrinje in nadaljevali. Stvari so se začele odvijati in lovili smo ribe levo in desno. Wow, ta je res čudovit. Poglejte barve na tej ribi. To je električno moder Jack Dempsey in to je eden največjih, kar sem jih kdaj videl.
Zelo težko jih je najti tako velike. Potem sem ujel tega albino pleka in bil je še čisto majhen, ampak nič od tega me ni moglo pripraviti na to, kar sem ujel naslednje. Poglejte to, poglejte to. Ujel sem pošast. Poglejte to, o moj bog, prav tam. To je tista velika riba, ki smo jo videli, fantje. In to je ogromen koi. Verjetno največji, kar sem ga kdaj videl v živo. Poglejte obraz, to je čudovito. Ne. V redu. Poglejte to, fantje. Trenutno objemam koja. Tako lepa riba. V redu. Imam popolno mesto za tega fanta. V redu, fantje. Tukaj smo pri ribniku s ciklidami z vsemi drugimi koji ribami. Dali bomo tega fanta sem noter. Gremo. Priden. V redu. Videti je odlično tam noter. Ima vse svoje prijatelje koje. Velika riba je pospravljena. Vendar pa je tam noter še veliko več majhnih ribic skupaj z nenavadnimi ribami. In ja, fantje, mislim, da bomo morali kmalu izprazniti ribnik, ker se je izkazalo, da je to veliko težje, kot sem mislil. Ja, dvojno. Tam imamo majhnega pupka, drugega danes. In potem imamo ogromno pljučarico. Poglejte barve na tej ribi. Pupki se vzpenjajo po steni. Daj no, tako je prikupen, fantje. Nikoli prej jih nisem videl, dokler nisem naletel na te fante. Videl sem ga v majhni trgovini z ribami in vedel sem, da jih moram imeti. Res so kul. In oba sta kot vesolca. Mislim, poglejte to pljučarico. Res je videti noro. Zdaj jih bomo dali v to hladilno skrinjo. Tako, že sta notri. Prav, fantje, postaja res težko. Tukaj smo lovili z mrežo, pa nismo ujeli ničesar. Ribe postajajo res pametne. Zato bomo naredili nekaj, kar bi moralo pomagati. In to je izprazniti ribnik. Imamo to cel tukaj in ribnik bomo izpraznili približno do polovice, nato pa ujeli še več rib. Potem ga bomo popolnoma izpraznili in pobrali prav vsako izmed njih ven. Kot lahko vidite, imamo tukaj že veliko res kul nenavadnih rib, ampak rekel bi, da smo jih ujeli le približno polovico. Torej, ja, čaka nas še veliko dela. Izpraznili smo vodo in takoj smo začeli videti veliko več rib. Zato sem šel nazaj noter, da poskusim ujeti še preostale. V redu. Imam ga, ja, au, griz mi. Glejte to. Poglejte, kako velik je ta pleko, fantje. Enega take velikosti že imamo v ribniku za plenilce. Ampak ja, to je verjetno eden največjih, kar sem jih kdaj videl. Tako da ga bomo zdaj dodali v ribnik za plenilce k vsem ostalim. Prav, prijatelj, izvoli. V ribnik za plenilce. Vau, prav. Opazil sem še eno ribo. To je albino paku, je tam zadaj. In z njim jih je še veliko več. Poskusili jih bomo vse ujeti. Nazaj, pojdi v mrežo. Nisem ujel ničesar. Ujel sem ga, ja, poglej to. Še en albino paku dodan na seznam. Ribo sem ujel z rokami. Poglej tole, ujel sem ga. Poglej to, to je noro. 2 plekota sva ujela z golimi rokami. Sta čisto navadna, nista albina. Torej nič posebnega. To je bil dober zajem. Mislim, da sem nekaj ujel. Ja, 2 ribi sva ujela v to mrežo. Poglej to so ciklidi. Ta tukaj je Jack Dempsey. Wow, res je lep. In potem imamo še tega tipa. Mislim, da je to Dovaj ciklid. Wow, res postaja velik. Spomnim se, ko sem oba dal noter in sta zelo zrasla. To je res lepo videti. Dodali jo bomo v hladilno skrinjo in nadaljevali. Tukaj je nekaj velikega. Veliko, prav tukaj, tik pod tabo. Imam ga. Ja, ujel sem velikega oskarja in velikega garja. To je res super. Nekaj je bilo prav tam. Mislim, da sem ga ujel. Kaj za vraga je to? Nekakšna som, ne prepoznam ga. Fantje, komentirajte spodaj, če veste, kaj je to. Hvala za jemalka, daj no. Imamo 2 ribi v tej mreži. Poglej to, to je mali tigrasti oskar, čudovito. To je še en oskar, lepo. 2 mala oskarja v eni mreži. Vrgli jih bomo v hladilno skrinjo. Nista tisti nezemeljski ribi. Nič norega, ampak še vedno zelo kul. Poglej to, poglej to. Nekaj velikega je tukaj. Imam ga, poglej to, moj bog. To je ogromen bišir, fantje. To je največji, kar sem jih kdaj videl. Pred kratkim smo ga ujeli, ampak ni bil niti približno tako velik. Tako hitro raste. Videli ste, da smo ga že ujeli, ampak nikoli tako velikega. To je pošast. To je prazgodovinski bišir. Kakšna nora riba. To je res kul. Poglejte, koliko smo že ujeli. To je samo ena hladilna skrinja. In ujeli smo toliko rib, ampak bomo nadaljevali in ujeli še več. Helen, tamle. O moj bog, sem ga ujel? Ujel sem ga. Ujel sem ga. O moj bog. To je tisto, kar sem ves čas poskušal ujeti. Tako sem se tega veselil. Veste, kaj je to? Ali kdo od vas ve, kaj je to? Mogoče ne, ker je to res noro. To tukaj se imenuje sirena. Poglejte te male nogice. Poglejte, kako hodi. Skoraj kot mešanica med aksolotlom in jeguljo. To je tako kul. Poglejte njegovo dolgo, vitko telo. In potem ima spredaj te majhne nogice. To je res noro, fantje. Definitivno ena od nezemeljskih rib, ki sem jih dal sem noter. Ampak uganite kaj? To ni najbolj nora.
Čeprav ta stvar izgleda noro, je tukaj nekaj, kar to presega za 10-krat. Poglejte ga. Poglejte, kako gre. Nima nobenih težav hoditi po kopnem, zdaj pa plava. Tako zelo mi je všeč. Spodaj v komentar napišite ime za našo novo sireno, ampak za zdaj ga bomo dali v hladilno skrinjo. Tam gre. V redu. Tukaj bomo uporabili veliko mrežo. Pokrijemo celoten ribnik. O moj bog, ni mogoče. Helen. Imamo 3 nezemeljske ribe v mreži hkrati. To je morda naša najboljši ulov doslej. Poglejte to. Tukaj imamo tega tipa. To je požiralni som. Enega že imamo, ki je malo večji od tega. Ampak zanimivo dejstvo o teh fantih je, da lahko dejansko pojedo ribo, ki je 2-krat daljša od njihovega telesa. To jih dela tako nore. Imamo tega tipa, velikega kraljevskega klovnovskega nožarja. Te ribe lahko plavajo nazaj. Res kul. In potem imamo še tega tipa, še enega grbastega napihovalca, ampak ta je veliko večji od prvega. Kakšen nor ulov, fantje. Toliko kul rib smo ujeli. Vse nezemeljske. Mislim, poglejte tega tipa. To je res kot z drugega planeta. Tam gredo vsi. Vsi 3 v hladilno skrinjo. Super. V redu. Naredili bomo še nekaj metov z mrežo, potem pa bomo popolnoma izpraznili ribnik in poskrbeli, da bomo ujeli prav vsako ribo iz njega. Poglej tukaj v kotu. Poglej, sem ga ujel? Ujel sem ga. O moj bog, poglejte to, fantje. Veste, katera vrsta soma je to? Če ne veste, to je som vrste Wels, kitajski som Wels. In ti primerki zrastajo ogromno. So zelo agresivni. To je daleč največji, kar ga imam. To je res. O moj bog, ujel sem ga. Ne skrbi, še vedno ga imam. Dali ga bomo v hladilno skrinjo, preden pobegne, ampak to je res kul. Nekaj imam, sem ga ujel? Ja, kaj je to? Poglejte to, fantje. Tukaj imamo majhnega rdeče trebušnega pakuja. Pravzaprav jih imamo tukaj okoli 5. Res jih je težko ujeti, ker so zelo hitri. Ampak poglejte njegove zobe tukaj. Mislim, da so dobesedno kot pri piranjah. Prosim, ne odgrizni mi prsta. Poglej to, poglejte zobe. O moj bog, poglejte to jeguljo. Poglej to, to je ognjena jegulja. In je res čudovita. Poglejte te barve. Oranžna in rumena, rdeča. To je res kul, fantje. Ognjena jegulja je ena mojih najljubših rib na svetu. Imamo jih kar nekaj. In to je še ena, ki jo bomo dodali v sprednji ribnik, da se pridruži naši vojski ognjenih jegulj. To je res kul. In zdaj, fantje, vse, kar nam še preostane je, da popolnoma izpraznimo ribnik in ujamemo preostale ribe. Medtem ko čakamo, pa bomo vse te nenavadne ribe, ki smo jih do zdaj ujeli, dali v njihove nove domove. Gremo. Začeli smo s pljučarico in jo dali v želvji ribnik. Prav tako sem mislil, da bi bilo to popolno mesto za amfijumo. Sekirico smo dodali v mini ribnik. Sladkovodnemu napihovalcu smo dali začasni akvarij. Nejto smo dali zmajevske gobije, sireno, močerade, to čudno videti skrivnostno ribo in požiralca soma v njihove lastne akvarije. In vse, kar je ostalo, je bila ta kraljevski klovnski nožar, ki smo jo dali v njen lasten ribnik. In potem je bil skrivnostni ribnik končno izpraznjen. Ribe smo videli povsod. Voda je bila tako plitva, da smo lahko videli vsako posamezno ribo v ribniku. Zato sem skočil nazaj noter in začel loviti ribe. Dajmo. O moj bog, ta je pa živahen. To je res velika riba. V redu, poskusili bomo ujeti vse pacuje. Tam je koj. Tam je še en koj. O moj bog, to je noro. Ribe so res povsod. Moraš se umiriti. V redu. Poglej to. V mreži imamo koj in pacuja. O moj bog, to je res velika riba. Umiri se, ta je lepa. Ja, imam ga. To je res lep koj. Čudovit je. Trenutno delamo na tem, da vse ribe spravimo ven, ampak vem zagotovo, da je tukaj nekaj rib, ki vam bodo vzele sapo. Pridi, grem po mrežo. Ja, imam ga. Ni tako velik kot prvi, ampak še vedno res velik bice. Ta je čudovit. O moj bog. Ušel mi je. Ne. Ne. Bog, te stvari je tako težko ujeti. Prav, dajmo ga spraviti v hladilno skrinjo, preden pobegne, ampak to je bila res lepa riba. Moram jo tukaj prijeti z roko. Poglej to, sem jo ujel? Sem jo. Ja, to tam je tigrasta nožnica. Podobno je klovnovi nožnici. Lahko plavajo nazaj. Res nora riba in pravi vesoljec. Torej ga bomo dali v hladilno skrinjo skupaj s tem plekom in nadaljevali. Gremo, to je kul riba. Pripravljen? Imam ga, poglej to. To je marmornati kara tiger shovel nose hybrid. Zelo kul som. Mislim, da vem popolno mesto tudi za tega tipa. Dodali bomo tega malega soma v ribnik s ciklidami tukaj, skupaj z vsemi koji krapi. Tukaj imamo nekaj manjših somov, ki rastejo. Tako da bo imel nekaj prijateljev in tukaj bo res zrasel. Ujeli smo še nekaj plakosov, plekov, ascendantus somov, ampak vedel sem, da je v ribniku še ena nora tujerodna riba. In pravzaprav je bila to najbolj nora od vseh. Malo sem živčen, da so ga pojedli. Mislim pa, da ga niso, ne vem. Iskali smo naprej.
vendar nismo imeli sreče. Mreža za mrežo smo lovili ribe, a ne prave. Bil sem že skoraj pripravljen obupati, potem pa je Helen opazila ribo. O moj bog, tega si ne moreš izmisliti. Poglej, poglej, poglej! Poglej tja, popolnoma se je zlil s peškom. Ga vidiš, kako plava? To je daleč najbolj nora tujerodna riba v tem ribniku, fantje. Bil sem tik pred tem, da obupam. Preiskal sem celoten ribnik vsaj 10-krat. Poglej, poglej, glej, tukaj prihaja. Plava. O moj bog. Počakajte, da vidite, kakšna riba je to. Zdaj prihaja. O moj bog. Še vedno je tukaj. O moj bog. Hvala Bogu, fantje. Zdaj ga bom pobral. O moj bog. Ja. To je noro. Fantje, če ne veste, kaj je to tukaj je žabja riba. Večina vas si verjetno misli, počakaj, mislil sem, da je to morska riba. No, tudi je. Vendar pa lahko ta vrsta dejansko živi v sladki vodi, tako kot tiste raže. Poglejte to. To sploh ne izgleda kot riba. Izgleda kot nekakšen vesoljec. To je noro. Ima svoje majhne noge tukaj, še več nog tukaj zgoraj. Dobesedno se lahko prime za skale in se naredi, da izgleda kot skala. In kar naredijo je, da se zakamuflirajo. Nato pa mimo priplavajo majhne ribe. In ta stvar tukaj spusti dol nekaj kot majhno ribiško palico in jo pomiga pred njimi. In ko se dovolj približajo, bum, skoči nanje. Še nikoli ga nisem videl. Vedno sem si ga želel. In to je zagotovo vesoljec. Poglej to stvar. Sploh ne izgleda kot riba. V redu, zdaj ga bomo dali v hladilno skrinjo. In zanj imamo pripravljen popoln dom. V redu, dodali ga bomo v to hladilno skrinjo. Poglej, vidiš njegov trebuh? Trenutno je poln zraka. Ampak poglej, vidiš tam iz njegove roke? Ravno zdaj izriva vso to vodo ven, da se lahko potopi nazaj dol. To je njegov mali obrambni mehanizem. Joj, te ribe so res nore. Res so kot z drugega planeta. To je normalno, fantje. Čeprav je zdaj obrnjen na glavo, je popolnoma v redu. To je tisto, kar naredijo, ko so prestrašeni. Napihnejo se. Ampak poglej, poglej tam. Vidiš tisti mali ventil? Izriva vodo ven. Tako se bo sčasoma spet potopil. Medtem ko je bil on v skrivnostnem ribniku, smo bili mi v prostoru z akvariji in smo mu pripravljali popoln dom. Zdaj ga bomo odnesli tja, ga dali v njegov novi dom in upamo, da se bo dobro počutil. To tam je majhna sladkovodna žabja riba. Zdaj ga bomo dali v ta akvarij. Malo časa bo plaval na površju. Daj no, prijatelj, zdaj si v svojem novem domu. Vse je v redu. Poglej, kako izpihuje zrak iz svojih ust. O moj bog. Evo ga. Poglej, 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 evo ga. Ja, poglej, evo ga. To je noro. Imamo sladkovodnega ribiča, znanega tudi kot sladkovodna žabja riba. To je res noro, fantje. Kakšna nora žival. V redu, fantje. Žabja riba je zdaj v svojem novem domu. Ena mojih najljubših rib, ki jih imamo, poleg tistih skatov, ki smo jih prav tako dobili v tem videu. Kakšno noro praznjenje skrivnostnega ribnika. Vendar pa še ni konec. Vse ribe imamo v tisti eni hladilni skrinji, ki jih moramo dati nazaj v skrivnostni ribnik. Nato bomo preskočili nekaj dni v prihodnost in poskusili nahraniti to žabjo ribo. In bomo videli, če bo jedla, fantje. To bo noro. Ribnik smo ponovno napolnili, strukturo postavili nazaj in zdaj je bil čas, da dodamo ribe. Nisem se zavedal, da imamo tam notri toliko rib. Res je nabito polno. Ribe bomo dali nazaj v ribnik, da bodo lahko rasle in postale večje. In ja, nekega dne v prihodnosti bomo to ponovili z več ribami in bo še bolj noro. Najprej bom izpraznil nekaj vode. V redu. Še vedno je zelo težko. Hladilna skrinja, polna rib, gre nazaj v ribnik. O moj bog. Tam gre gapi. Tam gre bišir. To je veliko rib. Prav, nadaljevali bomo s polnjenjem ribnika. In potem se vidimo čez nekaj dni, ko bomo poskušali nahraniti žabjo ribo. V redu, fantje, minila sta 2 dni in smo tukaj pri ribniku z gupiji. Poglejte to, tukaj imamo na tisoče gupijev. In razlog, da smo tukaj, je, ker bomo prvič poskušali nahraniti našo žabjo ribo. Udobno se je namestila v svojem novem domu. Zelo dobro izgleda tam in je videti zelo lačna. Tako da bomo vzeli nekaj teh majhnih ribic, jih vrgli noter in videli, če jih bo pojedel. Bam, dobil sem ga. Tam grejo gupiji, pojdite tja dol, pojdite k žabji ribi. Zdaj se žabja riba skuša zamaskirati kot kamen. Tako ribe, upajmo, ne bodo vedele, da je riba in bodo plavale naravnost pred njega. Glej, gupij je prav pred njim. Daj no, vzemi ga. Gleda ga, prihaja gupij. Daj no, moj bog. Ja, dobil ga je. To je bilo noro, popolnoma ga je zagrabil. Ta riba sploh ni vedela, da je tam. No, fantje, to je bilo noro. Imamo žabjo ribo, imamo skate in še kup drugih norih rib. In ja, res upam, da ste uživali v tem, fantje. Zelo sem navdušen, da sem spet nazaj in snemam videe. To je tisto, kar rad počnem. In čeprav je bil ta odmor nujen za moje zdravje, je bilo res težko, ker nisem mogel početi tistega, kar imam rad. In ja,
Res sem se želel zahvaliti vsakemu izmed vas za vsako sporočilo, zasebno sporočilo, pismo, ki sem ga prejel. Preživljal sem res težke čase. Diagnozirali so mi bipolarno motnjo in vi ste mi vse skupaj zelo olajšali. Res sem vam hvaležen, svoji družini, Heleni. Brez tega ne bi zmogel prebroditi. In ja, res sem vesel, da lahko spet počnem to, kar imam rad. Zelo sem navdušen. Bilo je res noro videti vso podporo, ki sem jo dobil od vas. In to mi je res dvignilo razpoloženje in me motiviralo, da sem si želel vrniti, saj sem vedel, da me čakate. Bili so dnevi, ko sem imel res slab dan. In prišel sem domov in tam je bilo pismo od recimo 5-letnega dečka. Ne vem, kako je dobil moj naslov, ampak ga je. In to mi je res polepšalo dan. Hvala vam, res ne veste, koliko mi to pomeni. In nimate pojma, kaj ste naredili zame. Hvala vam. Torej, če vam je bil ta video všeč, prosim kliknite všeček spodaj. Naročite se spodaj. Se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav.